Dober dan. Pred natanko 100 dnevi, 1. junija 2022, je zaprisegla 15. slovenska vlada. Vlada dr. Roberta Goloba. Zato na oder vabim podpredsednico vlade Tanjo Fajon. Podpredsednika vlade Luko Mesca. In seveda predsednika vlade dr. Roberta Goloba. Izvolite. Dobrodošli v sproščenem in drugačnem vzdušju, kakršnega ste že pred volitvami obljubljali. Vlada dr. Roberta Goloba je vodenje države prevzela v izjemno zahtevnih časih. Državljani in državljanke, gospodarstvo, civilna družba in drugi si še niso prav dobro opomogli od globalne epidemije COVID-19, ko je v začetku leta izbruhnila vojna v Ukrajini, evropsko gospodarstvo pa se je zaradi nje znašlo pod bremenom energetske krize. Vlada dr. Roberta Goloba zaradi zaostrenih globalnih in domačih razmer niti ni pričakovala, niti ni imela 100 dni miru, a ne? Pred vrati sta jesen in zima, ki bosta zaradi izjemne rasti cen elektrike in plina v Evropi po napovedih eni najtežjih po drugi svetovni vojni. Zato je vlada takoj po nastopu naslovila ključne ukrepe, s katerimi je v Sloveniji zajezila draginjo. Dejavna je tudi na evropskih tleh. Kljub temu, da je Slovenija majhna država, ravno zaradi znanja o delovanju energetike, ki je združeno v vladi dr. Roberta Goloba, predlaga ukrepe Evropski komisiji. Volivci so 24. aprila letos jasno povedali, da želijo vlado, ki bo delala drugače. Z vlado dr. Roberta Goloba so dobili dialog, stabilnost in zaupanje. Kaj konkretnega je vlada v 100 dneh naredila za prebivalke in prebivalce? Minister za infrastrukturo, magistr Bojan Kumer, bo predstavil energetske ukrepe. Spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovani predsednik vlade, spoštovana podpredsednika, kolegice in kolegi, poslanke in poslanci, novinarji in ostali gostje. Energetska in draginjska kriza nista težavi samo Slovenije, temveč sta globalni pojav in bosta zagotovo globoko spremenili naš način delovanja in bivanja v prihodnje. Od nas že sedaj zahtevata, in bo tako tudi v prihodnje, preudarne posege na trge, odločnost, potrpežljivost in mirnost, ciljno usmerjene in usklajene ukrepe ter predvsem sodelovanje vseh nas. Pred nami sta jesen in zima, kakršne še nismo imeli, vendar smo pripravljeni. 100 dni naše vlade je vsaj za Ministrstvo za infrastrukturo minilo hitro. Pripravili smo celostne in ciljno naravnane usklajene ukrepe za omilitev draginje na področju elektrike in zemeljskega plina ter načrt preventivnih ukrepov in podlago za ukrepanje v morebitnih izrednih razmerah. Temelji, ki smo jih postavili v 100 dneh, nam bodo vsem skupaj pomagali prebroditi te in prihodnje tedne ter mesece. Vsi ti ukrepi predstavljajo ravnotežje med takojšnjim ukrepanjem, srednjeročno pripravljenostjo in dolgoročnimi rešitvami. Mislili smo na danes in ukrepamo za jutri. Na področju oskrbe z električno energijo je vlada določila najvišjo dovoljeno drobno prodajno ceno električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce, prav tako pa je za zaščitene odjemalce, osnovne socialne službe in male poslovne odjemalce določila najvišje dovoljene maloprodajne cene zemeljskega plina. Te so stopile v veljavo 1. septembra, res da bodo cene malce višje kot lansko leto, vendar so, glede na trenutne in današnje tržne razmere, neprimerno nižje. V luči energetske draginje je bilo potrebno nasloviti tudi bolj učinkovito rabo energije. Vlada je tako sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja ter se s pozivi spodbudila k podobnemu ravnanju tudi zasebni sektor. V tej luči varčevanja z energijo prostorov ne ohlajamo na manj kot 25 stopinj oziroma jih v času ogrevalne sezone ne ogrevamo na višjo temperaturo kot 20 stopinj.
Naredili smo premik naprej pri energetski revščini. Pripravili smo vladno uredbo, s katero želimo nasloviti vprašanje definicije in ukrepov za naslavljanje energetske revščine. Vlada je prav tako pripravila 3 zakone, ki naslavljajo energetsko draginjo. Zanesljivost dobave električne energije in zemeljskega plina in ki hkrati tudi prinašajo temelje ter dobro podlago za ukrepanje, če nastopi resna kriza. S tem paketom zakonov smo se na vladi in na ministrstvu ukvarjali celo poletje. Najpomembnejši med njimi je tako imenovani interventni zakon, ki je namenjen koordiniranemu obvladovanju kriznih razmer, ki bi nastopile tako na plinskem kot tudi na elektroenergetskem trgu. Gre za predlog zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo in v njemu smo opredelili začasne ukrepe za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, za bolj zanesljivo oskrbo, za zmanjšanje uvozne odvisnosti in za zmanjševanje pritiskov na samo ceno energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov. Drugi zakon, ki smo ga pripravili in ga je vlada potrdila, je predlog zakona o oskrbi s plini. S to novelo širimo pojem gospodinjskega odjemalca. Uredili smo, kar lansko leto ni bilo urejeno, in sicer smo preprečili, da bi se ponovil scenarij lanske zime, ko je vladala zmeda in so ljudje prejeli previsoke položnice za ogrevanje. Predlog določa tudi nadomestno oskrbo s plini, ki je namenjena nadomestitvi dobavitelja za primer, ko odjemalec osnovne oskrbe nenadoma ostane brez dobavitelja. Tretji zakon v tem paketu je predlog tako imenovanega poroštvenega zakona. S tem zakonom želimo ključnim energetskim dobaviteljem po zgledu drugih držav članic v ekstremnih borznih okoliščinah omogočiti dostop do likvidnostnih sredstev, da bodo zagotavljali nemoteno oskrbo slovenskih odjemalcev v delu oskrbe, kjer potrebujemo uvoz. Zagotovo bomo morali še katerega od ukrepov dopolniti ali dodatno ukrepati. Tu mislim tudi na pogajanja, ki trenutno tečejo za solidarnostne sporazume s sosednjimi državami, vendar upam in sem prepričan, da smo na dobri poti, saj smo za sosedo Italijo en takšen sporazum že rešili. Dovolite mi, da omenim še, da smo povečali evropska kohezijska sredstva za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije za izrabo sončne energije iz 19 na 37 milijonov evrov in s tem omogočili dodatno cirka 100 megavatov sončnih elektrarn. Prav tako je ministrstvo v tem času aktivno pristopilo tudi k obravnavi 2 predlogov zakonov, ki jih je ob nastopu novega mandata državnega zbora vložila opozicija. S takšnim pristopom bistveno spreminjamo dosedanjo politično prakso, kjer se je avtomatično zavračalo vse potencialne dobre zakonodajne rešitve, ki smo jih seveda pregledali in v parlamentu par mesecev nazaj tudi dopolnili. Vlada bo tako s prilagoditvijo zakonodajnih predlogov novih zakonov, govorimo o zakonu o skladu Nuklearne elektrarne Krško in celostnega prometnega načrtovanja, podprla dobre rešitve, sprožene s strani opozicije. Čeprav vemo, da gre za predloge, kjer pod prejšnjo vlado ni bilo niti minimalne politične volje. Ta 2 predloga želimo, da se sprejmeta v najkrajšem možnem času. To je le nekaj projektov, ki smo jih na našem ministrstvu naredili in spravili v življenje v 100 dneh. Vem, da nas čaka še veliko dela, vendar imamo zelo dober tim. Imamo znanje in imamo obilo pozitivne energije. Naj bo teh preostalih 1360 dni čim bolj mirnih. Hvala lepa. Hvala, minister. Ukrepi za omilitev draginje, ki jih je že med poletjem sprejela vlada in so začeli veljati pred nekaj dnevi, bi se morali poznati tudi pri zajezitvi inflacije. Ker je med nami veliko tistih, ki se že sicer težko prebijajo iz dneva v dan, je vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba prav pri teh ukrepih posebno pozornost namenila tistim, ki potrebujejo več pomoči. Med njimi so tako prejemniki socialne pomoči, varstvenega dodatka, invalidi in tudi zaposleni. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Luka Mesec, beseda je vaša. Hvala.
Spoštovani predsednik vlade, spoštovana podpredsednica, spoštovani kolegice in kolegi. Vsi, ki smo danes tukaj, vsi, ki tvorimo vlado Republike Slovenije, se zavedamo, da bo zima, ki prihaja, težka. Najverjetneje ena od najtežjih, ki smo jih izkusili v zadnjih letih. Vlada se tega dobro zaveda, ampak to ne pomeni, da odstopamo od naših predvolilnih zavez, to ne pomeni, da bi pozabili na naše obljube, ampak obratno. Kljub krizi in skozi krizo bomo te politike gradili in obljube izpolnjevali. Od zelenega prehoda, medgeneracijske solidarnosti do odpravljanja revščine. Vsi si želimo, da bi živeli v državi brez revščine. Zato smo na našem ministrstvu ob začetku soočanja z energetsko krizo najprej ponudili pomoč najrevnejšim gospodinjstvom. Z energetskim dodatkom, kakršnega ga smo oblikovali, bo pomoč zajela okrog 63 tisoč gospodinjstev oziroma 116 tisoč posameznikov. Name se številni državljani in državljanke obračajo z vprašanji, kdo bo do te pomoči upravičen. Odgovarjam jim, da bo v kratkem pripravljen spletni kalkulator, kjer bodo predstavljeni cenzusi, hkrati pa si bo lahko vsak izračunal, ali je do pomoči upravičen in v kolikšnem znesku. Poleg tega, ker ne želimo samo razdeljevati pomoči, ampak hočemo, da je pomoč targetirana, da zajame zares tiste skupine, ki so pomoči najbolj potrebne, bomo skupaj s civilno družbo organizirali akcijo ozaveščanja. Recimo, na Statističnem uradu so letos ponovno svojo analizo pokazali, da je najbolj socialno ogrožena skupina pri nas, so ženske nad 65 let, ki živijo same. Po večini gre za vdove. Mnoge med njimi sploh ne vedo, da so upravičene do vključitve v sisteme socialne varnosti in skozi kampanjo, ki jo bomo ob draginjskem dodatku izvedli, jim ne bomo izplačali samo enkratne pomoči, pač pa jih bomo povabili, da se aktivno vključijo v sisteme pomoči, ki jim pripadajo. In na ta način bomo na dolgi rok preprečili revščino med temi ogroženimi skupinami ljudi. To bomo počeli tako z ravni ministrstva, z ravni centrov za socialno delo, kot s skupnimi akcijami ozaveščanja s civilno družbo. To je novost v delovanju te države. Dalje. Želim poudariti, da je treba to pomoč gledati kot kamenček v mozaiku. To ni edina pomoč, ki jo bodo gospodinjstva ali posamezniki prejeli znotraj draginjske krize. Vlada aktivno spremlja dogajanje po svetu in po Evropi in glede na potrebe se bomo seveda tudi temu primerno odzvali. Pogovarjamo se o prehranskem dodatku, pogovarjamo se o tem, da bomo regulirali določene vrste hrane in konec koncev pogovarjamo se o tem, da bomo aktivno naslavljali izzive, ki so pred nami, ki jih prinaša čas. In če sem začel s tem, da bo zima, ki prihaja, težka, naj ponovim, vlada bo naredila vse, da bo ta zima težka izključno za nas, vlado, ne pa tudi za ljudi. Hvala lepa. Hvala, minister. Ukrepi vlade v prvih 100 dneh niso prezrli stisk in potreb drugih skupin v naši družbi, to je kmetov, ribičev, malih podjetnikov in obrtnikov. In seveda slovenskega gospodarstva, ki predstavlja gonilno silo naše družbe. Tudi gospodarstvo namreč potrebuje predvidljivo in stabilno okolje. Kaj vse je vlada naredila za njih, bo predstavil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Matjaž Han. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani predsednik, podpredsednica in podpredsednik vlade, kolegice in kolegi, poslanke, poslanci, ministri, državni sekretarji, novinarke in novinarji. Vem, da se moram držati protokola, ampak vseeno na tem mestu bi lahko katerikoli izmed ministrov stal in povedal, kaj je ta vlada naredila. Danes sem pač ta privilegij jaz. Ko sem pred 100 dnevi postal minister, mi je bilo jasno, da prihajajo težki časi.
Cene energije ogrožajo naše gospodarstvo, podjetništvo, obrtništvo. Vsak dan sem v stiku z gospodarstveniki, z ljudmi, ki živijo od dela. Slišim stiske in slišim strah pred negotovostjo, celo v tistih najbolj uspešnih podjetjih naše države. Cele panoge, gospe in gospodje, so pod velikim pritiskom. Zato je v teh časih zame eden najpomembnejših dosežkov zadnjih 100 dni, iskreno, vzpostavitev zaupanja med ministrstvom, med vlado, med gospodarstveniki, med delavci, med zbornicami, med združenji in na koncu koncev med vsakim posameznikom. Samo z sodelovanjem lahko zmagamo to krizo. Ampak lahko tudi, če sodelujemo, zagotovimo nadaljnji razvoj našega gospodarstva. Nadaljnji razvoj gospodarstva z visoko dodano vrednostjo, odprto seveda v svet, gospodarstvo, ki bo seveda zeleno, digitalno in inovativno, ter sposobno gospodarstvo, ki bo uresničevalo strateške interese naše države in naše družbe. Zato moramo skozi to krizo iti povezani, v bistvu in tudi solidarni. Ministrstvo je v zadnjih 100 dneh izvedlo več ukrepov, s katerim seveda želimo čim bolj stabilno in predvidljivo poslovno okolje narediti za naše gospodarstvo. Tudi v teh težkih časih. Ustavil se bom na regulaciji pogonskih goriv, čeprav je že minister Kumer povedal, pa vendarle. Zato imamo, ker smo regulirali pogonska goriva, ima danes naše gospodarstvo in tudi naši ljudje izven avtocest in hitrih cest eno izmed najnižjih cen pogonskih goriv v primerjavi s sosednjimi državami. To ni nepomemben podatek. In drugo, kar je zelo pomemben podatek, s to regulirano ceno smo v bistvu preprečili škodo za denar davkoplačevalcev. Drugo, v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami in vsemi drugimi zbornicami smo sprejeli zakon s prvo pomočjo gospodarstva v višini 40 milijonov evrov za kritje povišanih stroškov elektrike in zemeljskega plina. Podjetja bodo prijela tako imenovano enostavno pomoč v višini 500 tisoč evrov. To bomo naredili tako, da bomo 30% upravičenih stroškov, če se je seveda zadeva njim na plinu in elektriki povečala dvakratnik, bodo dobili teh 500 tisoč evrov. Za večja podjetja pa bomo namenili tudi do 2 milijona evrov pod istimi pogoji. Likvidnost je ta moment ena težava, ki seveda terja probleme v gospodarstvu. Zato bomo že v tem mesecu bo gospodarstvu na voljo več kot 80 milijonov evrov likvidnostne pomoči v obliki posil našega slovenskega podjetniškega sklada v sodelovanju z Razvojno banko SID. Poleg pomoči za omilitev posledic energetske krize seveda skrbimo tudi za razvoj podjetij. Ministrstvo bo letos podjetjem namenilo 670 milijonov evrov razvojnih sredstev. Seveda to tudi so naši predhodniki delali, mi bomo nadaljevali, bom rekel, še s hitrejšim tempom. Ta denar bo namenjen za raziskave, razvoj in inovacije, za investicije za večjo produktivnost, za zeleni in digitalni prehod, ter seveda bomo povečali tudi sredstva za naš kakovostni slovenski turizem. Ne nazadnje, v teh 100 dneh smo dosegli, da smo dobili več kot 20 milijonov več dodatnih sredstev za naše naložbe v gorska središča. Lahko pa povem, da bomo v roku dobrega tedna v kratkem objavili tudi razpis za 69 milijonov evrov za investicije v nastanitvene kapacitete v turizmu. Seveda je naša pozornost usmerjena v energetsko krizo. Močno in odločno regulacijo trga z električno energijo je seveda jasno pričakovanje gospodarstva. Vendar pozor, naš predsednik vlade, vsi ga poznamo kot enega največjih strokovnjakov, ne samo v Sloveniji, tudi izven naše domovine, je seveda tudi en velik zagovornik odločne intervencije na evropski ravni.
Gospodarstvo lahko pričakuje od te vlade celovit pristop pri pomoči skozi to krizo, ki ga sestavljajo seveda najprej ukrepi za regulacijo cen, ukrepi za zaščito delovnih mest, kar je zelo pomembno, ukrepi za ohranitev likvidnosti podjetij ter ukrepi, da gledamo še malo naprej, ukrepi za spodbujanje naložb v večjo energetsko samozadostnost, učinkovitost in varnost. Če je bilo po moje, bi mogla zdaj priti sem naša Irena Šinko, ampak so meni rekli, da moram prebrati, Irena, to je tvoje delo. To vlado odlikuje dobro sodelovanje med resorji. Imam pomembno nalogo, da seveda še enkrat na kratko povzamem opravljeno delo za zaščito slovenskih kmetij, živilske industrije, ki ga je Irena po moje opravila odlično. Zdaj bom samo našteval, Irena, pa mi boš bolj popravila, če sem vse prav naredil. Več kot 22 milijonov evrov smo namenili za subvencije za gorivo, gnojila, za nakup repromateriala in pomoč mlečnemu sektorju. Kmetijska in ribiška podjetja in zadruge smo vključili v sofinanciranje visokih cen elektrike in plina. Vlada je v obdobju slabih obetov zagotovila finančna sredstva za odkup pšenice v višini 12 milijonov evrov in določili smo košarico cen 15 osnovnih skupin živil in potrošnikov in omogočili pregled nad cenami primerljivih proizvodov v glavnih slovenskih trgovinah. S tem želimo na nek način samo omejiti podražitve in, kar je ključen cilj, umiriti inflacijo. Počasi zaključujem. Gospe in gospodje, če bomo delali skupaj, je lahko ta kriza priložnost za hitrejši razvojni preboj slovenskega gospodarstva. Naš skupen cilj je, da slovensko gospodarstvo ohrani konkurenčnost in razvojno sposobnost. S tem pa seveda zagotovimo zaposlenim dobre pogoje, dobre plače in blaginjo za naše državljanke in državljane. Hvala lepa. Hvala, minister. Ob začetku mandata se je vlada zavezala, da bo izpeljala celovito zdravstveno reformo, saj je stabilen javni zdravstveni sistem temelj, na katerem sloni vsaka socialna in pravična država. Da mora biti zdravstveni sistem dostopen vsakomur, ne glede na socialni status, je ena od prioritet te vlade. Z nami je minister za zdravje, gospod Danijel Bešič Loredan. Izvolite. Hvala, lep pozdrav, spoštovani predsednik, spoštovana podpredsednika, spoštovani kolegi, ministri, spoštovane poslanke, spoštovani sekretarji in vsi ostali prisotni. Ja, brez zdravja nimamo veliko. Z zdravjem imamo lahko vse. V naši vladi si želimo in si bomo prizadevali, da bomo prišli do stabilnega, široko dostopnega javnega zdravstva za vsakogar. Mi bomo prekinili 30-letni urok, ki velja zadnjih 20 let še posebej intenzivno, da se v slovenskem zdravstvu nič ne da spremeniti. Tako je bilo in tako bo tudi ostalo. No, temu ni tako. Javno zdravstvo razumemo kot pojem, kot dejstvo, kot pravica vsakega od nas, da pride pravočasno do zdravnika, ko ga potrebuje, in je ta oskrba varna in kakovostna, ne glede na socialni status vsakega od nas. V 100 dnevih iščemo rešitve in jih bomo iskali naprej v dobro vseh nas. Z interventnim zakonom bomo naredili vse, da skrajšamo čakalne dobe. Interventni zakon je samo prvi košček zelo velike puzle. Dali bomo 200 milijonov evrov dodatno, zato da bomo čakalne dobe skrajšali. Želimo digitalizirati slovenski zdravstveni sistem, saj je to edina pot, da bomo imeli transparentni zdravstveni sistem. Brez digitalizacije, brez jasnih čakalnih dob, brez jasnega informacijskega sistema ni variante, da pridemo do dejstva, koliko ljudi čaka na katerokoli storitev.
Od 1. septembra dalje bodo vse storitve plačane, to bo veljalo do konec leta 2023. Želimo boljše upravljati, organizirati naše državne zdravstvene ustanove, tako da bodo delale v prid ljudi. Čez čas, sam pričakujem najkasneje v 6 mesecih, bomo prišli do platforme, kjer se bo vsak izmed nas lahko prijavil na storitev, kjer bodo čakalne dobe najkrajše. Osnova in temelj slovenskega zdravstvenega sistema bo primarno zdravstvo. Mi moramo narediti vse, da kolege in kolegice na primarnem zdravstvu razbremenimo. Vse bomo tudi naredili, da povečamo dostopnost do zdravstvenih storitev, do družinskih zdravnikov, ginekologov, pediatrov. Mlade specializante moramo usmeriti v družinsko medicino, sicer čez 15 let ne bomo imeli več družinskih zdravnikov in razbremeniti jih moramo delati, tako da bodo tudi diplomirane medicinske sestre in medicinske sestre nasploh, pa ostali kader v zdravstvu dobil priložnost in opolnomočenje, da delajo svoje delo. Da, včeraj sem bil na Pragi, na zaslišanju oziroma na sestanku ministrov, tudi nas čaka težka zima, zdravstveno težka zima. Vendar smo na COVID pripravljeni. Zaščitili bomo najtežje oziroma najbolj ranljive skupine ljudi. Vse bomo naredili, da se zdravstveni sistem ne ustavlja, da bomo vsakega oskrbeli, ne glede na to, zakaj pride v naš zdravstveni sistem. Posebno pozornost bomo namenili tudi domovom za ostarele, ker bomo res pazili, da imamo zadeve pod kontrolo. Za razliko od naših predhodnikov smo priporočila in navodila vrnili stroki. To je edina pot. Epidemijo mora obvladovati stroka. Naša naloga je, naloga te vlade je, da družba ostane odprta, da bodo ukrepi proti covidu in z covidom ostali znani vnaprej in da bomo živeli s covidom. Covid bo živel z nami in mi bomo živeli s covidom. Velja za to zimo in za vsa leta naprej. Tako kot smo sprejeli gripo in ostala respiratorna obolenja, tako bomo ukorporirali covid v naš zdravstveni sistem in v našo družbo. Da, sindikati v zdravstvu, plače v zdravstvu, pogovarjamo se, prisluhnimo jim in njim tudi prisluhnemo. V kratkem bodo pripravljena vladna pogajalska izhodišča, da uredimo povsem porušena razmerja plačnega sistema v zdravstvu. Zato so poskrbeli naši predhodniki. Nič hudega, mi gremo naprej, sprejemamo izzive in se želimo z njimi soočiti. Področje dolgotrajne oskrbe, nihče 1.1.2023 ne bo ostal brez oskrbe, ustrezno bomo pravno formalno področje uredili in ustrezno bo vsak, ki ima zdaj oskrbo, prišel do nje, bo nagrajen in zakonsko bomo to uredili, pa lahko vložijo še 15 referendumov. Preko tega bomo pač šli. Ne pozabimo na tisto, kar smo v tem času pozabili, to je duševno zdravje, to je demenca. Konec septembra bo jasen načrt, kako se bomo spopadli s področjem duševnega zdravja. Vse poteka po 20. septembru, bo na to temo posebna tiskovna konferenca. Na dan duševnega zdravja v oktobru bo druženje z novinarji, kjer bomo predstavili vse tisto, kar delamo do sedaj. Zaključil bom z slajdom, ki predstavlja celovito zdravstveno reformo. To je cilj te vlade. To je cilj, kar nobenemu še ni uspelo. Naš cilj je, da bo pacient središče zdravstvenega sistema. Naš cilj je, da pridemo do zdravstvenega sistema, ki bo javen, ki bo socialno pravičen, ki bo dostopen slehernemu prebivalcu, ne glede na socialni položaj, ki bo transparenten in ne pozabimo, želimo si zdravstveni sistem brez korupcije. Ni uroka, ki je veljal, da se v slovenskem zdravstvu nič ne da spremeniti, da se, sam verjamem,
predsednik vlade verjame in ta vlada verjame in mi na ministrstvu z ekipo bomo to tudi izpeljali. Hvala lepa. Hvala, minister. Zdaj pa nas čaka zanimiva razprava s predsedniki koalicijskih strank, ki pa je ne bom vodila jaz, morda bi bila preveč prijazna, ampak naš poseben gost, Marcel Štefančič. Živijo, Marcel. Ja, živijo. A ti povem, kaj jaz pogrešam? Že To, nekaj mesecev. To, kar pogreša Janez Janša. Mogoče. Mogoče. Zato je tudi malo zmeden zadnje čase, izgubljen, ne ve točno, kaj se dogaja in Natašo Pirc Musar vidi tam, kjer je ni. Ok. Ampak jaz ne pogrešam nobenega od teh dveh, ampak nekaj drugega. Tisto, kar sem zelo pogosto slišala v ponedeljkih zvečer. Spoštovani predsednik, spoštovana spoštovana podpredsednica in podpredsednik. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Načko. To gre tebi mnogo boljše. Izvolite, beseda je vaša, 20 minut. Najlepša hvala. Vi ste vsi trije že bili pri meni, tako da veste, kako to izgleda. Jaz na zastavljam vprašanje, vi odgovarjate 7 do 9 sekund za odgovore. Gospod premier, zdaj 100 dni ste na oblasti. Zdaj gledam jaz javnomnenjske ankete. Zdaj, ljudje vas imajo še vedno radi, kot se zdi, ne? Na bolj. Ja, ampak a ste kaj razmišljali o tem, da bi šli na predčasne volitve? Zakaj pa? Zato, ker bi dobili še več. Sej, Marjan Šarec je to že poskusil. Pejmo za volitve. Predčasne, gremo na predčasne volitve. Bo več. Zdaj bo več, kot prej. Smo čisto v redu. Skratka, izkazalo se je, da je več, včasih manj. Ne? Ja, zdaj, a to pomeni, da ta dobri stari rek odidi, ko si na vrhuncu, ne velja več, ali kaj? Ja, zdaj nam ni treba iti, zdaj imamo preveč izzivov. Zdaj ni čas za to. Hoče reči, da je to tako, kot bi Dončiću rekel človek, Pa zdaj danes na vrhuncu si 100 pej dni. spok, da už fraje, car. Ne, zdaj imamo pred sabo še koliko, 4, 8 let, 7 let. To, ko smo napovedali. Ja. A ste vi, gospod Mesec, zdaj kaj v drugo, ki je bolj zadovoljni s slovenskim kapitalizmom? Predvsem vidim veliko prostora za izboljšave v naslednjih 8 letih. Slišal sem, da ste predavali slovenskim kapitalistom o kreativni destrukciji. Res je, že drugič v zadnjih 2 dneh. Ampak kreativna destrukcija, če se jaz prav spomnim, pomeni, da nove tehnologije odpirajo nove trge. Ampak zdaj to predpostavlja zrel trg. A je slovenski trg dovolj zrel? Kreativna destrukcija pomeni 2 stvari. Pomeni kreacijo novega, ampak hkrati propada staro. In slovenske kapitaliste sem upozoril na to, da ne smejo pozabiti na to, da z inovacijami vedno stvari tudi na nek način propadajo oziroma da napredek vedno tudi uničuje. In zato smo tukaj mi, kot Ministrstvo za socialo, da poskrbimo za družbeno kohezivnost in vključenost vseh. Okay, dobro. Vse to sprašujem, premier, zato, ker se mi zdi, da ste izgubili malo te sle po vladanju. Namreč ste daleč največja stranka, pa nimate predsedniškega kandidata oziroma kandidatke. Včasih se treba znati tudi brzdati, pa ne o tem govoriti, to je eno, ampak tudi sicer. Naša zaveza, ko smo šli na volitve, je, da poskrbimo za ljudi. In vlada je tisti ključni mehanizem, ki ga imamo vsi v politiki, da se to dejansko izvedemo. Ampak gledajte, glede na to, da nimate predsedniške kandidatke, da nimate predsedniškega kandidata, se zdi, da odhajate, da imate že dobro. Ne, dobro, prvič treba počakati. Mi imamo to debato naslednji teden, tako da zdaj ste jim dali izziv vsem našim v svetu stranke, da najdejo. Ste bili pa presenečeni, da je Marta Kos odstopila od kandidature? Ja, zagotovo tega nismo načrtovali, tega zagotovo ne. Okay. Zdaj, gospod Fajon, ironija je v tem, da vse 3 koalicijske stranke nimate predsedniškega kandidata oziroma predsedniške kandidatke. To mislim, da je tako blizu svetovnega rekorda. No, zdaj oni se verjetno zgledujejo po nas, oni gredo malo naprej korak, tako da jaz mislim, da se lahko še marsikaj zgodi v naslednjih dneh. A imate dovolj oblasti, pa boste zdaj predsedniško funkcijo prepustili Janši v imenu, ne vem, higiene? Ne, sploh ne. Jaz sem prepričana, da bo Slovenija dobila levosredinskega predsednico, zagotovo. Kandidatov je zdaj že zelo veliko na izbiro.
Pa še enkrat, ne, postopki niso zaključeni, tudi mi se še pogovarjamo, oni se pogovarjajo, vi se pogovarjate, ampak tudi izbira danes je že zelo, zelo dobro. Zdaj, vi, gospod Mesec, pravite, da boste imeli kandidata, zdaj, če sem prav razumel. A bo to MV ali MK? Mislim, da oba sedite te not, pa zdaj bi dajmo jih malo. Zaenkrat smo samo pri VR, odprti imamo volilni račun. Aha. A pa bi podprli Anžeta Logarja, ker zdaj to ni prav, da je skrenil levo. Zanimivo brat za sredinsko stranko, samo oklicano sredinsko stranko. Ampak a boste, to je vprašanje za vse tri, ampak na lokalne volitve boste prišli, ne? Mi ne, mi smo v vladi, bojo pa naši. Da. Mislim, vsi ste tle tudi kot predstavniki strank, ne, vsi ste sami šefi. Lokalne volitve, ja, kaj? Normalno. Gospa Fajon? Ja, normalno, jaz mislim, da bomo imeli še zelo dobre rezultate. Ja, ni tako normalno, predsedniškega kandidata nimate, ni tako normalno. Ne, imamo pa župane, ki so dobri in bojo naredili dober rezultat, sem prepričana. Stranka ne sme izpustiti nobenih volitev. Ok, pa dajmo zdaj najprej te kadrovske zadeve. Zdaj slišimo, da gibanje Svoboda pri kadrovanju solira. Zdaj, kdo širi govorice? Vi ali jih širite vi sami? Verjetno mi sami, da imamo mir pred njimi, kolega. A pa držijo? Pri meni bi rekli drugače, ampak... Z vaše stranke je to prihajalo, to veliko nezadovoljstvo s soliranjem? Ni to veliko nezadovoljstvo. Nas zanima predvsem, kako bojo ta podjetja delovala, pa strokovnost kadrov na vrhu, ki bojo upravljali in transparentnost. To se mi zdi, da je bolj pomembno kot kjera znamka in kaj bo se delo upravljalo. Katero je bilo najslabše, najspornejše kadrovanje zdaj? To marsikaj bi lahko, pa tega smo toliko že v preteklosti govorili, ima smisel. Mi se gledamo zdaj vnaprej, kaj bomo delali. Ne, v 100 dneh, pustimo pri Janši. Tam je bilo kakšno kadrovanje, ki ni bilo sporno. Ampak prvo vseh teh 100 dneh. To bom prepustila predsedniku. Super nam gre. Dokler ne bo problemov, se ne bomo pritoževali. Ampak dobro, drugače vprašal. Gospod Mesec, vi ste bili nasprotnik političnih kadrovanj. Koliko političnih kadrovanj je bilo upravljenih v zadnjih 100 dneh? V zadnjih 100 dneh? Ja. To sem napačen naslovnik za to vprašanje, sem pa... Kdo pa je? Prejšnji teden sem odprl portal Nova24 in mislim, da je na vrhu strani Števec. Janez Janša bi mogel tle sedeti, kot četrti bi mogel biti tle z nami je itak. To, da smo si najjasni. Ampak vsega ne rabimo. Imate računalnik pred sabo, tako da lahko na portalu Nova24 dobite ta podatek. Da bi on tle zdaj povedal, katero bo najslabše, koliko političnih kadrovanj je bilo. A bi moral premier, gospa Fajon, že koga zamenjati? Kakšnega ministra, ministrico? To pa ne, to bi bilo pa prehitro, no, se že 100 dni je bila zelo hiter. Gospod Mesec. Bi moral koga zamenjati? Ministra. Ne. Boste koga zamenjali? Ne. Ampak drugače vprašal, gospod Fajon, lejte, zdaj, če bi premier Golob zamenjal ministra Hana. Kje si mene Koga pa? Ministra Hana, ki je iz vaše kvote. Koliko ministrov iz kvote Svobode bi moral zamenjati v zameno? Hočem reči, koliko svobodnjakov z enega padlega SD-jevca? Matjaž ne bo padel in ga ne bomo dali, tako da tudi predsednik vlade tega ne bo naredil. Ja, še posebej. Ne razlagamo rezervnih scenarijev. Niso opcija. Koliko padlih? Zakaj me ne gledate? Koliko mora past vodnjakov z enega padlega levičarja? Če prešteješ, smo mi štirje, pa smo mi. Nimam krvavih rok. Ja, ampak premier, bi lahko koalicijo ukrepila Nova Slovenija, če bi imela katero od vaših koalicijskih strank recimo preveč neznosen občutek, da solirate? Ne, občutki so občutki. Tisto, kar šteje, so itak vedno rezultati in pa zaupanje pri ljudeh. To dvoje je pomembno. Kar se tiče pa sodelovanja z opozicijo, splošno. Prvič, mi že sodelujemo in to so ravno ti interventni zakoni na področju energetike, so pokazali, da to deluje, takrat, ko so stvari jasne. In drugič, za Novo Slovenijo konkretno, vem, da je odprt trenutno dialog o ustavnih spremembah, sicer je komaj štartov, tako da jaz mislim, da je to temelj, kjer lahko gradimo zaupanje tudi čez, se pravi, med koalicijo in opozicijo. In to je to prava pot. Pejmo zdaj v film katastrofe. Zdaj, če se bo vojna v Ukrajini nadaljevala, potem Nemčijo čaka recesija, pravi ekonomist Mojmir Mrak, ki kredibilno mu verjamemo. In vemo zdaj tudi, kaj to pomeni. Če bo recesija v Nemčiji, bo recesija tudi pri nas. A ste pripravljeni na recesijo? Ne na inflacijo, na recesijo. Itak.
Mi 100 dni delamo na čem, da preprečimo recesijo, ki je v Nemčiji. Kako delamo na tem? Ker je treba reformirati evropski trg energentov. Ker je to ključ, ker je edino to ključ do recesije. Kaj če Nemci nekaj trošt? Nima veze to, nima veze. Nemčija je v krizi zaradi svojega poslovnega gospodarskega modela, ki je temeljil na poceni plinu iz Rusije. In samo zaradi tega, ne zaradi globalnih. Mi bomo pa v krizi zato, ker smo odvisni od Nemčije. Seveda, torej je treba reševati krizo na izvoru. Kaj bomo ljudem rekli, gospa Fajon? Žal nam je, v recesiji smo, zato ker smo odvisni, preveč odvisni od Nemčije. Pa sej smo prej slišali, cela Evropa, cel svet se spopada z nečim, kar ne znamo napovedati, kaj se bo dogajalo. Težka zima je pred nami in težek čas. In jaz mislim, da je vojne, kot zgleda, tudi približno kmalu ne bo konec. Ali bo to kakšen dolgoletni zamrznjen konflikt. Na vsak način se moramo pripravljati na najslabši in upati, da iz tega izidemo najboljši. In to delamo. In smo pripravljeni vsaj za to zimo. Gospod Mesec, kaj bo zdaj? Ljudje bojo pa rekli, zakaj nismo raje odvisni od Kitajske, tam ni nikoli recesije? Ja, kako bi rekel, težko si predstavljam, da bi Kitajsko geografsko zamenjal z Nemčijo. Tako da nažalost smo na tem, ko Nemčija kihne, Slovenija zakašlja. Ampak vsi tukaj vemo, da lahko v Sloveniji pač lepimo obližene rane. Če bomo hoteli krizo reševati, bomo pa morali delati dvoje. Prvo, reševati krizo v Evropi, kot je povedal predsednik, in drugič, spraševati se, kako čim prej končati to nesmiselno vojno. Ja. Koliko bo znašel račun za elektriko? Koliko bo? Približno to, odvisno od dobavitelja. Han vas je prej predstavljal kot največjega strokovnjaka daleč naokrog. Ne samo Sloveniji, odvisno, kje živite. Če živite v bloku, vas bo stal, ne vem, med 50 in 60 evrov na mesec. Nič radikalno višjega, kot ste navajeni od kadarkoli zadnjih 10 let. Kar pomeni, prva naloga, ki smo jo prevzeli nase, je, da poskrbimo, da ljudem ne bo hudega z vidika energentov. To je prva naloga. In ta del je zdaj opravljen. A bomo varčevali z energijo? Prav je, da varčujemo. Bomo imeli redukcije, kot v socializmu, kaj? Prav je, da varčujemo in prav je, da je varčevanje prostovoljno. Zakaj? Zaradi tega, ker dejansko smo uvozno odvisni. Ne samo na plinu in nafti, smo žal tudi na elektriki. A ni to čudno, gospa Fajon, da nas zdaj kapitalizem nasili v socializem, v redukcije, varčevanje? Zdaj, rekli se bo temu varčevanje, včasih smo rekli temu redukcija elektrike. Jaz bi drugače obrnila. Ja, prav je, da varčujemo, ampak prav je, da pa razmišljamo o tem, kako bomo šli po obnovljive vire energije, kako zagotavlja druge vire energije. Tako kot je bilo prej krasna priložnost, lahko za nek razvojni preboj gospodarstva, zakaj ne za razvojni preboj obnovljivih virov energije, sončnih elektrarn. Vse to je lahko zdaj priložnost, da se bistveno bolj osredotočimo. Ja. Je pa še bolj čudno to, gospod Mesec, da cena elektrike se draži, mi imamo pa TEŠ. Zakaj se tako draži, če imamo mi TEŠ? Jaz bi to vašo formulo prej obrnil. Kapitalizem nasili v ekosocializem. Zeleni New Deal, ki prej obstajal kot neka obljuba, nek program, je zdaj postal nuja. In jaz to pozdravljam. Jaz mislim, da je skrajni čas, da Evropa prekine svojo odvisnost od nafte in plina in začnemo graditi kapacitete obnovljivih virov, da bomo energetsko neodvisni. Ja, ampak gledajte, gospod premier, vendarle, postavili smo TEŠ, gospod Fajon, TEŠ smo postavili, zato, da bi bili varni energetsko. Postavili smo NEK, zato, da bi bili varni. Ja, že davno, ampak tam smo Savo, smo dobesedno pozidali, zato da bi bili varni z elektriko. In kljub temu, zakaj se sploh drži elektrika, če imamo mi toliko svoje elektrike? To je eden od mitov, da smo mi samopreskrbni. Žal nismo, zaradi tega, ker poraba narašča, tudi zaradi gospodarskega razvoja in potrošnje ljudi. Nam manjka med 15 in 20% vse električne porabe vsako leto in to moramo uvoziti. In žal, v sedanjem režimu evropskega trga je cena uvoza tista, ki ti določa ceno prodaje. Žal je tako. In to je nekaj, kar je popolnoma nesmiselno, v tem trenutku ne treba reformirati. Za vaju isto vprašanje. A bi, glede na to, da vidite, kaj se dogaja z energijo, da nam primanjkuje energije, a bi TEŠ zaprla? Zdaj v tej novi luči, v tem novem kontekstu.
Mi pripravljamo zagotovo en izhod iz premogovnike, iz Teša. Mi smo se v koalicijski pogodbi zavezali, zdaj pa bo potreben razmislek, tako kot se v Nemčiji dogaja, da bo treba dalj. V koalicijski pogodbi se zavedate tudi, da boste odpravili. Absolutno, ko gremo v zapiranje premogovnika, moramo zagotoviti sanacijo Šaleške doline in zagotoviti tudi en normalen prehod za ljudi, da bodo tam živeli in imeti seveda zadosti svoje energije. Gospod Mesec, bi zaprli Teš? Ja, koalicijska pogodba je jasna. Teš bomo zaprli do leta 2030. Ta vlada namerava oddelati vsaj 2 mandata, torej lahko rečem, ta vlada bo zaprla Teš. Zdaj, ker energetski trg ne deluje več in ne upravlja svoje vloge in ker cene elektrike letijo v nebo in ker ni nobene prave regulacije, bo na energetski trg, in to se mi zdi pa neverjetno, posegla država, vlada. Ne samo naša država, vaša vlada, tudi evropska vlada, nadvlada, bo posegla na trg. Zdaj, včasih so še včeraj, praktično so neoliberalci temu rekli socializem. Trg je treba pustiti pri miru, trg se bo sam reguliral, trg se bo sam popravil, trg se bo sam uredil, trg je najboljši, najdemokratičnejši, demokracija sploh ne rabimo. Imamo trg. Zdaj, vsak poseg je prepovedan na trg. Prepovedan, nismo smeli. Spomnimo se, v času velike finančne krize nismo smeli posegati na trg, ker se lahko podre cel svet, če se posežemo na trg. Zdaj bomo pa posegli. A zdaj pomeni, da je pa socializem dovoljen, ali kaj? Ne, zdaj vas bom pa demantiral v resnici. Ne gre za poseg v smislu ukinitev trga, ampak za reformo trga. To pomeni, da se okvir postavi, regulatorni okvir drugače, s čimer zamejiš, kaj zamejiš? Zamejiš vpliv vojne na eni strani in zamejiš, še bolj pomembno, vpliv finančnih špekulantov. Danes so finančni špekulanti razsuli trg v Evropi. Niti ni Putin tisti, ki ga je razsul na elektriki, ampak so finančne inštitucije. In s tem, ko postaviš regulatorni okvir na pravi način, lahko take zlorabe trga preprečiš. Trg bo pa še vedno deloval, ampak znotraj zamejenega okvira. Glejte, gospa Fajon, da bi ljudem pomagali pri energiji, da ne bi zapadli v energetsko revščino, da ne bomo zmrzovali, da ne bo podhladitev, da ne bo težav, katastrof in tako naprej. Zdaj bomo na pomoč poklicali malo socializem, bomo posegli na trg. Kje bi še potrebovali socializem? Na katere trge bi morala še poseči vlada? Država, na katere trge? Zdaj, na energetskega očitno bo. Zdaj, energetsko smo naredili že kar veliko za tisto najnujnejše. Zagotovo pride na vrsto zdaj prehrana. Tudi draginja prehrambena se dogaja. Dogaja se nam globalni izzivi. Marsikje bomo mogli tudi znotraj in Evropske unije spremeniti. Na globalne trge ne bomo mogli poseči, mislim. Ne bomo posegali, ampak moramo pa razumeti, kaj se dogaja v globalnem svetu. Kako se rušijo ravnovesja, kako se ruši tudi svetovna ureditev in kako posledično majhna država, kot je Slovenija, je strašno ranljiva in odvisna v tem svetu. Tako da bo treba za nas bistveno dobro razumeti, kaj se dogaja okrog nas, da bomo znali ukrepati. Mesec isto vprašanje. Na katere trge bi še morala poseči vlada, država? Kaj ne vrnem... sodi na trg? Kaj ne sodi na trg? Od tega, kar je zdaj na trgu. Kot veste, ena od mojih glavnih prioritet tukaj so stanovanja. Tudi tukaj pri nas trg ne deluje. Sicer bi se pa vrnil k tem, kar je prej predsednik rekel. Če ste ga natančno poslušali... Kdaj že začnete graditi stanovanja ta? Lopate imamo že pripravljene. Tudi en zakon imamo že v procesu. Ta metafora z lopata, ta je bila takrat, pa spomnite, za Teš je bila. Lopata je že zasajena. Jaz sem ciljal na udarniške akcije. Sicer pa, če se smem vrniti k tem, kar je predsednik rekel, ključna beseda je bila, energetski trg v Evropi je treba urediti drugače. Kar pomeni, da ta neoliberalna retorika v prostem trgu je bila skozi samo retorika. Nikoli ni obstajala taka stvar kot trg, ki bi bil nereguliran. Samo zregulirali bomo zdaj drugače in neka doba, zadnjih 40 let se je izpela, leta 2020 bodo leta prehoda. Zdaj, pejmo tem globalnim izzivom zdaj. Vidimo posledice podnebnih sprememb. Iz leta v leto so hujše. Zakaj se potem tako bojimo, da ne bo nafte in plina? Tega bi se morali razveseliti. Manj je nafte, manj je plina, bolj za zdravje planeta, bolj za podnebje. Mislim, da se nihče ne boji tega, da bi zmanjkalo nafte in plina. Problem je, da smo absolutno prepočasni pri izkoriščanju obnovljivih virov energije. V Sloveniji še posebej smo nekaj vrste rekorderji. Ali vas lahko prekinem? Izvolite. Zdaj imate 3. člen tega novega zakona, v katerem piše, da lahko podjetja lahko takoj prešaltajo s plina na
na karkoli, umazanega, bolj umazanega, ne da bi potrebovali novo okoljevarstveno dovoljenje. Ne. Po drugi strani pa, Ampak je to začasen ukrep. Se ni važen. Zelo. Ja, mislim, to povejte podnebju, planetu. Bom odgovoril na to. Svetemu planetu. Po drugi strani pa za soglasje, za priklop na sončne celice ne čakaš mesece in mesece kot zasebnik, gospodinjstvo. Mesece in mesece, ni nujno, da boš dobil soglasje, subvencij ni več. Skratka, subvencije so nazaj. So nazaj? Ja. Zdaj Res pa je, da tudi moja mama žal mora čakati na soglasje za priključek zaradi šibkega omrežja. Šibko omrežje bo lahko močnejše, če ga bomo ojačali načrtno in zato imamo načrt. Sem pa vrnil prej na podnebne spremembe. Ja, res je, v tej zimi bomo pač zato, da zaščitimo ljudi in da zaščitimo zdravi del gospodarstva, pač uporabili vse vire, ki jih imamo na razpolago v tej zimi. Istočasno bomo pa totalno povečali sredstva za zeleni preboj. In recimo včeraj smo imeli tak primer, tudi v gospodarstvu, tudi oni si želijo tega, da imamo dvoplastno delovanje. Imamo ukrepe, kako preživeti zimo in imamo ukrepe, kako bomo živeli od 3 leta naprej. In to dvoje je treba istočasno izvajati. Ne gre samo eno ali samo drugo. Gospod Fajon, Andreas Malm, švedski ekolog in filozof prav. Če res iskreno, če res verjamemo, da emisije toplogrednih plinov uničujejo planet in ogrožajo naše življenje in da je dilema res, ali mi, ali planet, ali emisije toplogrednih plinov, zakaj? Potem bi morali, če to iskreno res verjamemo, potem bi morali sami razstreliti vse plinovode in naftovode. Če bi bilo tako enostavno, bi imeli danes marsikakšno rešitev, ne? Ampak ni tako enostavno. Ne, se pa strinjam, nočemo imeti kapitalizem bo preživel konec sveta. Nočemo imeti konec sveta. Kapitalizem bo preživel konec sveta. Ampak ne, to je že ampak to, kar je rekel predsednik prej, obnovljivi viri energije, tu smo bili izjemno neambiciozni kot Slovenija. Zdaj, a bomo mi sposobni imeti tak močen strateški, finančni, strokovni vložek, da bomo kot Slovenci se pripravili na to novo obdobje, pa bo to velik izziv. Zdaj vsak lahko pri sebi z majhnimi stvarmi začne, ampak jaz mislim, da že ta pot, da gremo v sončne panele, da skušamo dati eko subvencije, da razmišljamo o tem, kako si zagotoviti svojo energijo, je prisoten ves čas. In to delamo. Kaj ste hoteli reči prej? Da so naftovodi in plinovodi že razstreljeni, to je naredil že Putin. Ja, ne čisto. Še malo gre čez. Da vas mal spremno. A ima Slovenija kakšne težave s privatizacijo zdravstva? Ali nikakršni, gospod Mesec? Gledamo pod prste. Dobro, a interventni zakon o zdravstvu krepi javno zdravstvo ali privatizacijo javnega zdravstva, kot pravi Miha Kordiš, vaš član? Jaz gledam na ta interventni zakon kot na zakon, ki bo vzpostavil monitoring v zdravstvu, da bomo vedeli, kdo, kdaj, po kakšni ceni, kje upravlja storitve. Tako da ga berem predvsem kot izhodišče za razpravo o tem, kakšno zdravstveno reformo potrebujemo. Kot korak v smeri ga jaz gledam k temu, kar je tudi minister lepo povedal, da si želimo javne, kakovostne zdravstvene storitve s cenami, ki bodo dostopne za vse. Za čem? S privatizacijo? Ja, imamo velike težave in to smo ves čas govorili, kako ločiti privatno, zasebno od javnega. In to je korak, kamor želimo iti. In bomo šli. Dvoživke se čisto enostavno ločiti. Ja, ne, ni tako enostavno, kot se zdi, ampak gremo po tej poti. Premijer, gledajte, če je zdravstvo steber socialne države in če ste bili na načelu solidarnosti, kako to, da imajo dobavitelji medicinske opreme in zavarovalnice še vedno takšne dobičke? Ne bomo imeli več dosti časa, to je eno. Bi se pa vrnil na ta del. Mislim, da je to ful pomembno. Če hočemo res govoriti o tem, kakšni so učinki kateregakoli zakona, je treba vzpostaviti sistem nadzora nad in merjenja tega, kaj se dogaja. In ta interventni zakon prvič vnaša transparentnost tudi na področje dvoživk, ker zdaj po nove bomo vedeli, ne samo kje delajo storitve, ampak kdo z imenom in priimkom opravlja storitve kje. In kar naenkrat se bo tudi ta mit o dvoživkah, ki jih ne bi bilo nebroj, razblinil, ker bomo to videli, da jih je v bistvu moče malo manj, sploh tistih, ki izkoriščajo sistem in se bomo lahko s tem vprašanjem zares spopadli. Dokler stvari ne meriš in ne veš, kaj se dogaja, je vsaka borba brez smisla.
Ja, zdaj, gospod Fajon, učiteljev primanjkuje. Zakaj menite, da jih ne primanjkuje? Zakaj ljudje v Sloveniji nočejo več učiti? Verjetno ni enega odgovora, zagotovo pa ali nimajo dovolj dobrih pogojev, da delajo, bi rekla najprej motivacija. Cel sistem, ampak ne, pri nas ogromno ljudi odhaja drugam, kjer imajo boljše pogoje. Ne, rad bi pripeljal to nekam drugam, no, zdajle. Ne vem, v katero smer v socializem nazaj. Morda slutite. Mislim, učitelje se v tej državi v glavnem ponižuje, ne? V glavnem se jih ponižuje. Že ves čas, ne zdaj zadnjih 100 dni ali pa zadnjih 2 leti, tudi ni Janša kriv sam za to, ne? So krivi tudi drugi. Ne? Skratka, učitelje se ponižuje. In zdaj učitelji me malo spominjajo tudi mene na ženske. Ne? Natanko to se počne z ženskami. In zdaj imamo afero Fotopub, imamo brutalen napad na žensko v Mariborskem parku, imamo serijskega napadalca na ženske na Krasu in tako naprej bi lahko našteval. A v Sloveniji divja vojna proti ženskam? Zdaj sva z učiteljev prešla na ženske. Ja, a so ženske v Sloveniji varne? So ženske v Sloveniji varne? Jaz bi rekla, da je večji izziv ta, kar delajo socialna omrežja in kar se tam dogaja. In tam se odvija ena taka retorična vojna, ki ljudi v bistvu zastruplja. In zaradi tega zastrupljanja se marsikaj v družbi dogaja. In jaz mislim, da je to postalo strašno nevarno za politiko, za ljudi, za nenazadnje medije, ker vsi nasedamo na ta zelo sovražen, nestrpen, retoričen pristop. Ok, premier. Kaj boste storili? Mislim, naj se s tem ukvarja sam policija, bo tudi politika poskrbela za manj toksično okolje? Vse skrbimo. To je ravno ena od tistih stvari, na kateri temeljimo naše delo. Prvič, uvajamo spoštljiv dialog z vsemi skupinami, še posebej z javnostjo, ampak tudi med sabo. In jaz mislim, da to je edina pot. Vse o tem bom tudi še kasneje povedal par besed, ampak samo spoštljivost, ki jo sam izražaš ostalim, je pot naprej. Ja, gledajte, jaz v 100 dneh vlade nisem videl enkrat, da bi kdo med nami povzdignil glas, da bi kdo komu grozil, da bi kdo kje preklinjal. In tukaj sedimo po 100 dneh v sproščenem ozračju, smejimo se in jaz mislim, da če kaj lahko naredimo za to družbo, da bo ozračje boljše, je točno to. Sami moramo dajati tak zgled. Ja, zdaj, vi bi uzakonili obvezno božičnico, gospod Mesec. A bi uzakonili tudi obvezno 13. pokojnino? Ja, se bom začel z božičnico. To sem izrekel na srečanju z delodajalci in z obrtniki. Slišim, da so pol že zbežali, pol podjetnikov že zbežali iz Slovenije. Ne, zanimivo. Čeprav je čudni, mislim, malo me čudi, da je Boscarol z njim v Italiji kupil multiplex, ampak v Ljubljani. Ne, vse to je zanimivo, ne, ker to sem rekel v svojem uvodu. Po tem uvodu smo se mi 1 uro povsem prijetno tam pogovarjali. V medijih pa zgleda, kot da sem jaz tam zanetil neko vojno. Skratka, mislim, da se moramo pač vprašati o tem, kako umirjati oziroma kakšno sliko ustvarjati o tem, kar se v resnici dogaja. Ker pogosto zapadamo v neko histerijo, problem pa je, da vsaka histerija pa vsaka retorika potem tudi ima materialne učinke. Tam mi Petra mi maha že. Dajte mi hitro odgovarjate, relativno hitro. Obvezna božičnica, ja ali ne? Zdaj, Luka, mislim, da ni odgovoril, ne? Luka, sem mislil še odgovoril. Ne, sem ni hotel. Imel je 2 minute. Sploh ni problem, lahko odgovorim. Premier bomo prepustili. Meni se zdi božičnica zelo dobra ideja. Tudi obvezna. Res pa je, da si pač podjetje to mora privoščiti. In ko bomo imeli prestrukturirano gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo, potem bo to nekaj, kar bo tudi možno. Kaj pa 13. pokojnina? Jaz mislim, da mora biti prej božičnica, zato ker takrat bomo imeli delujoče gospodarstvo. Ne, zato ker treba najprej ustvariti. Pa veste, koliko volivcev je to? Penzionistov je 600.000. Sej bomo poskrbeli za penzioniste na druge načine. Najprej treba ustvarjati vrednost in ko jo ustvarimo, nagraditi delavce. Potem je zadovolj za vse, tudi za solidarno državo. No, ker smo že tle pri solidarni državi. Inflacija visoka, fiskalni prostor se ožne. A boste uvedli davek na nepremičnine? Še en čas ne. To reformo smo napovedali za prihodnje leto, razpravo in v 24. letu bo mogoče to na mizi. Gospod Fajon, zakaj je srbski predsednik Vučić na prijateljskem obisku, namočil predsednika Pahorja? Glejte, jaz sem zdaj mislil, da je Vučić prijatelj Janeza Janša, da je Janša Pahorju prijatelj in da Vučić tega Pahorju Janšemu prijatelj nikoli naredil. In še zlasti ne na odprti sceni. No, to se mi zdi nezaslišano. No, jaz mislim, da ni bilo to čist prvič. Ne?
Da smo v Srbiji dostikrat navajeni na kakšne take izjave, včasih malo iz konteksta, včasih malo namerno. Je pa prav, da smo se odzvali, odzval se je predsednik, odzval se je naš ministrstvo. Tako da tu je treba vsakeč znova reči, ko gre za interese slovenske države, jih je pač treba zaščititi. In to je bila ena zelo absurdna izjava, ponesrečena, ampak imamo dobre odnose in predsednik pride v Slovenijo, pa bo lahko srbski v ponedeljek kaj več povedal. Je to ponovil, da smo kršili ozemljsko? Ne dvomim, da bo ponovil še enkrat. Pa da je Rusija ni kršila. Okay. Ampak zdaj, gledajte, predsednik Pahor, če smo že pri predsedniku Pahorju, bo kmalu brezposeln, ne? A bo postal sel za Zahodni Balkan, kam boste dali? Ampak kar njega vprašajte, ne vem. Je pa se v mali podvrš, no? Malo pa še podvrš resno. Ja, gospod Mesec, zdaj, a bo vlada kupila oklepnike ali ne? Kaj, mislim, a bo kupila oklepnike vlada ali ne? Pravi naslov je tamle. Ja vem, ampak Ja. ja. Moje mnenje pa poznate. Zdaj kaj, bo oklepnike ali teritorialna? Ne, upravljamo revizijo nakupa oklepnikov, ki se je zgodila v prejšnji vladi in jaz sem prepričan, da bomo sprejeli odločitev, da se ta nakup prekliče. Ja, probam pa za konec še, moram reči, eno zoprno vprašanje. Namreč, kaj če v Italiji zmagajo Giorgia Meloni in stranka Bratje v Italiji, v kateri mrgoli neofašistov, namreč letos bo 100. obletnica fašističnega pohoda na Rim. Zdaj, Slovenci pa, kot vemo, smo postali prva žrtev fašizma ne samo v Evropi, na svetu. To ni nemogoče, ne? Se vsi spremljamo, kaj se dogaja. To je tudi očitno posledica vseh turbulenc. Ne bo to verjetno prva vlada, ki bo se tako spremenila. Tudi v Evropi bojo še kakšne vlade verjetno padle ali pa imele hude izzive. In ne bo fajn. To je sosednja država. Ben si ne želi fašizma ali pa Gospod Golob, vi ste tam zmeje. Se ne bom hecel, ker je resna stvar. Spremljamo zelo pozorno, tudi z zaskrbljenostjo. Ampak tista stvar, ki smo pa lahko mi naredili, je, da smo najprej pometli doma. In mi bomo skrbeli doma. Kdaj bo zginila žica na slovensko-hrvaški meji? Žico že odstranjamo. Z ministrico smo imeli lep zalogaj, pa cela vlada in to je bila ena stvari, ki smo jo napovedali in jo že pridno delamo. Žičnata, že kar v veliki meri, tudi panelna. Če smo že pri mejah, zdaj pri mejah, se mi zdi, da pravilno sporočilo je, da res delamo humano državo, tudi na naših mejah. Arbitražno vprašanje boste rešili s Hrvaško ali bo to Arbitražno odpadlo, vprašanje, ker bo Schengen odpisnil to dilemo? Nič novega, arbitraža drži, implementacija tudi, Schengen pa tudi. Okay. Premier, za konec še, evo, a imamo z Madžarsko še kakšne odnose ali sam še prek odvetnikov? Nisem še srečal odvetnikov, ne. Vsako sosedo treba imeti odnose, je pa res. To sprašujem. Je pa res, da si želimo, da so ti odnosi, da se zaustavijo na meji. Ne pa, da se moramo s katerimkoli sosedom ukvarjati na domačem terenu. Ja. Na Linhartovi za konec, a lahko Petra imam še en? Ti dovolim. Malo moram civilno družbo. Tam ti nisi števca pričgal, veš? Ta laptop je sam še sploh ne vem, kaj tu Je bil toliko časa v karanteni. Na Linhartovi, to je zadnje vprašanje, zadnje. Na Linhartovi v stavbi, katere lastnik je državni DUTB, to je vaš, nastaja nova avtonomna cona v duhu tiste, ki je bila v Rogu. A jo bo država pustila živeti? Jaz vem, da je v tem trenutku država jo pusti živeti. Nisem zasledil nobenega resnega konflikta kot takega. Jaz sam sem se tudi odzval na njihovo sporočilo. Je pa res. In to mu povedal zdaj neposredno. Dokler ne obstaja koristen in družbeno koristen namen, za kar se bo ta stavba namenila, je prav, da tam živi, če hočete, skupnost, katerakoli. Ko pa in če pridemo do tega, da je ta stavba namenjena nečemu, kar je v interesu javnosti, mogoče stanovanja. V tem primeru, sem že naprej napovedal, bom pa računal na razumevanje skupnosti, da ji najde svoj prostor v kakšni drugi opuščeni stavbi, ki ne bo imela take namembnosti, ker nihče ni nad zakonom, tudi jaz ne. Janez Janša se je ves čas stavil nad zakon, v tej vladi se pa ne bomo. In če to velja
za nas, mora veljati za vse v Sloveniji. Zdaj, samo toliko, da vidim, jaz sem vas prav razumel. Peter, to je konc pol. Da vidim, če sem vas prav razumel. Zdaj, ta vlada, vaša vlada, bo pustila živeti to avtonomno cono, ne bo pa pustila živeti DUTB-ja. To ni hlih res, DUTB se združi z SDH-jem in nadaljuje svoje življenje tam nekje. Rajš imate avtonomno cono kot DUTB. V resnici ja, evo. Ja. No, evo. Evo, najlepša hvala. Hvala. Marcel, je bilo vredno počakati na zadnje vprašanje. Hvala ti za tvojo solidarnostno brezplačno pomoč. Zdaj pa vabim zagovorniški oder predsednika vlade, dr. Roberta Goloba, da bo podal zaključne misli ob 100 dneh vlade in seveda, kaj nas čaka v prihodnosti. Izvolite, predsednik. Spoštovane kolegice, kolegi, poslanke, poslanci, novinarke, novinarji. Danes sem malo na slabem glasu, kot slišite, ne? Sem se včeraj preveč drl, ampak je bilo vredno, tako da se bom še kdaj, upam, da v kratkem. V resnici, zdaj mi je Marcel malo razbil mislima, sem mu hitro zbral. Ko sem pred, zdaj je že 9 mesecev nazaj, so me spraševali, zakaj bi se jaz podal v politiko. To je bilo vprašanje, zakaj greste v politiko? Greste iz maščevanja, greste iz ne vem česa. In takrat sem rekel, da ne, če se bom podal v politiko, se bom podal v politiko zato, ker si želim, da bi bila politična kultura v Sloveniji drugačna. Ker sem jo takrat ocenil, da je preveč toksična, zato da bi lahko bila koristna za ljudi. Želel sem si, takrat že, da bi se lahko politika vedno spoštljivo pogovarjala in se hecala, tudi sama iz sebe. Včasih tudi o kakšni resni temi. Itak, da nihče ni verjel, še posebej ne novinarji, da se zaradi tega podajam. Vprašali so me, kako boste to dosegli, da bo politična kultura drugačna. In sem ves čas ponavljal isto. In to je bilo spoštljivost v dialogu. Spoštljivost, spoštljivost, spoštljivost. In glej zlomka, danes po 100 dneh vlade imamo kaj? Rekordno zaupanje ljudi. Sej zato, ker smo sposobni in delamo trdo, ja. Ampak ne. Jaz nisem prepričan, da ga imamo zaradi tega, ker smo spremenili politično kulturo. Ker smo ljudem pokazali, da se da delati drugače. Ne samo boljše, drugače. Kar pomeni, ne rabimo krehati ljudi, ne rabimo razkola vnašati, ne rabimo ustvarjati kriz tam, kjer jih ni in predvsem ne rabimo res postavljati politike nad ljudi. In ravno ta spoštljivost je zame temelj in ključni dosežek teh 100 dni. Je nematerialen, ga je težko vrednotiti, razen v anketah, tam je pa videti, zaradi spoštljivosti. Tako da, če se tega zavedamo, se zavedamo tudi tega, da bomo tako tudi nadaljevali. In zato sem vam tudi vsem vam, ker to ni stvar ene osebe, hvaležen in se vam zahvaljujem, ker ste tudi vi vsi, ki ste danes tle z nami, to spoštljivost zagrabili. Dobro, eni se še privajate, ok. Ampak v resnici ste vsi zagrabili kot način delovanja, tudi če imamo različne poglede. Pa logično, da jih imamo. Ne more biti drugače, kot da ne bi imeli različnih. Saj različnost nas dejansko bogati. Ampak spoštljivost kot tisti antipod temu, kar smo videli prej. In jaz mislim, da je to pravi odgovor tudi na vsa ta dogajanja v naši soseščini in pravi odgovor na tisto, kar nam prinašajo vse krize. V teh 100 dneh smo imeli, seveda, kot ste prej slišali, kar nekaj dela, ampak v resnici smo se pripravljali. In tega nismo skrivali. Pripravljali smo se na to, kar prihaja zdaj jeseni. Maksimalno je bil naš cilj, da smo pripravljeni. Zdaj smo. Zdaj smo pripravljeni, tako kot so bili, zdaj se pa ne morem upreti, ker sem včeraj na tekmi, tako kot so naši košarkaši pripravljeni, ko so šli na Evropsko prvenstvo, tako kot so naši odbojkarji pripravljeni, ki so šli na svetovno prvenstvo. In zmagujejo. In jaz si tudi želim, da bomo se od njih nekaj naučili. Poleg spoštljivosti. In to je, da zmaguješ takrat, ko delaš skupaj. V nobenem ekipnem športu, in politika je ekipni šport, ne zmaga noben posameznik. Ok, če imaš Luka Dončiča, pomaga, ampak ok, tudi on rabi počivati vsaj minuto. Zmagujejo vedno ekipe. In ta ekipa je tista, ki lahko zmaguje vnaprej. Takrat, ko bo enotna, takrat, ko bo motivirana. In ena od stvari, ki je bila včeraj zelo, vsaj meni, povedna, je,
Kdaj so se naši povezali? Ne na začetku prvega niza, ko niso vedeli, da je nasprotnik močen. Ko so jih pa Ukrajinci fajn nabrisali v prvem nizu, takrat so pa naši pokazali tisto srce. En kolektivni duh. Ko priješ do močnega nasprotnika, takrat si kot ekipa v resnici najbolj motivirani. Jaz verjamem, da naša ekipa je najbolj motivirana ravno s tem, z močnimi nasprotniki. In ne, če kdo pomisli zdaj na Janeza Janšo, pa ne SDS, nope. Naš nasprotnik, še manj sovražnik, ni opozicija. Naš nasprotnik so podnebne spremembe in požari. In zato bomo spremenili sistem zračne obrambe pred požari. In zato bomo nagradili gasilce, ki pri tem nesebično pomagajo. Naš nasprotnik je suša. Zato bomo povezali naš vodovodni sistem, zato da bo odporen na suše. Zato bomo vzpostavili namakalne sisteme, da bo kmetijstvo bolj odporno na suše. Naš nasprotnik in sovražnik je inflacija. Zato bomo naslovili pomoč najranljivejšim, zato bomo naslovili ukrepe, ko bomo obrzdali cene hrane in energentov, da bomo navedli vojno inflaciji. Naš sovražnik je energetska draginja, ker je to generator inflacije na eni strani in hkrati v tem trenutku dejansko največja nevarnost za celo Evropo, celo gospodarstvo Evrope. Če bo Evropa vstopila v recesijo, bo izključno zaradi energetske krize, ki se je začela že pred Ukrajino, nadaljevala z Ukrajino in danes dobiva neslutene razsežnosti. In zato jim mi napovedujemo njej vojno, skupaj z opozicijo. Naš sovražnik je korupcija v zdravstvu. Zato bomo s sistemom spremljanja, kdo kaj dela, kje dela, koliko naredi in kako naredi, napovedali vojno korupciji v zdravstvu. Profesionalen nadzor nad upravljanjem zdravstva je ključ za to. Naš sovražnik je COVID, virus. Ampak z njim se bomo borili tako, kot odprta družba, ker se ga ne bojimo, ker smo močnejši od njega. Ščitili bomo najranljivejše in hkrati se z njim soočili oči v oči. In naš sovražnik je sovražni govor. In tudi sovražnemu govoru bomo napovedali vojno in ga izgnali iz države. Zaradi tega, ker želimo živeti v državi, kjer smo si vsi dejansko ne samo, da nam je sosed mejak, ampak da smo si tudi mi brat, sestra, ker se spoštujemo. In ker želimo živeti v državi, kjer se bomo vsi spoštovali, tudi če se razlikujemo, ker je to v resnici nepomembno. In zato še enkrat hvala za vse opravljeno delo in če želite moj poziv, da združimo moči, tudi za naslednjih 3, 4, 6, 7, 10, nima veze. Zavedno, zato da se bomo borili za en sam cilj. In to je za blaginjo vseh državljank in državljanov, za Slovenijo. Hvala. Hvala, predsednik vlade. Hvala lepa. Zdaj pa so na vrsti vprašanja za spoštovane novinarke in novinarje, za vse 3 predsednike koalicijskih strank, ki lahko marsikaj povejo, če je še kaj sicer res da ostalo od Marcela, za vprašati, kaj so počeli 100 dni in kaj še bodo. Preostali ministri in njihovi sodelavci vam bodo na voljo za dodatne izjave po koncu dogodka. Prosim vse novinarke in novinarje, da se ob vprašanju predstavite in poveste, odkot prihajate, ter se ustanete. Anže Božič pa Metka Majer iz Pop TV-ja, kljub vsemu se še lahko predstavite, sta se že najavila, tako da prosim, Anže, če se ustanete. Ja, dober dan, Anže Božič, Pop TV. Mogoče sam en komentar, gospod predsednik, za začetek. Pravite, vlada ima najvišjo podporo po javnomnenjskih raziskavah, to je res, ampak zanimivo v času vladnih in parlamentarnih počitnic.
In to dobro veste. Ja. Pravzaprav me pa bolj zanima ena druga stvar. V 100 dneh zdaj ste nekako začeli kot ekipa, se pravi 17 ministrov, vemo pa, da ste na začetku začrtali pot kot ekipa 20. Pač tam ste doživeli neko politično blokado, zato me zanima, a boste zdaj naprej delovali pač kot 17-članska ekipa, oziroma ali je ta prvoten načrt o 20-članski ekipi pravzaprav že mimo. In drugo, kar sem zastrigel z ušesi, je, ko ste rekel, da z NSI sodelujete pri ustavnih spremembah. A ste lahko malo bolj konkretni glede tega, oziroma ali gre za spremembe volilne zakonodaje? Najprej, kar se ekipe tiče, v resnici je vseh 20 ministrov danes sestavni del ekipe. In tudi to, da danes vsi ministri, ne glede na to, da so mogoče po poziciji nekoliko niže, tvorno sodelujejo v vladi, vam pove vse o tej ekipi. Mi delamo skupaj, ker smo ekipa, ne ker se nam gre za politični prestiž, kdo je kje. Zato je vprašanje, koliko bo ministrstv z vidika rezultatov te vlade v resnici irelevantno. Seveda bomo vztrajali na tem zakonu, ki ga imamo, vsaj za enkrat, ko zgleda, iz preprostega razloga, ker verjamemo, da na ta način se lahko fokusiramo na prave stvari, na razvojne stvari, ker ta ministrstva, ki se bodo ustanovila, so namenjena razvojnim izzivom, ne pa upravljanjem z obstoječim stanjem. Kar se tiče ustavnih sprememb, kot rečeno, ta dialog je komaj štartov. Verjamem, da vsaka stranka, ki se bo odločila, povabljene so vse, da van vstopi, bo imela svojo agendo. Jaz mislim, da je, kar se koalicije tiče, jasno, da spremembe volilne zakonodaje so, to imamo na zadnje v koalicijski pogodbi, področje, ki se ga želimo lotiti, in če bomo našli dovolj razumevanja pri opoziciji za to, bomo z velikim veseljem to tudi šli. Tako da ne bom komentiral ostalih strank, lahko komentiram v imenu koalicije. Ampak ja, sem optimist, da bomo vsaj 1, 2 ali 3 področji lahko zaprli to jesen ali zimo. Hvala. Metka Majer. Kot ste rekli, gospod Golob, torej vlada načeloma ni bila na počitnicah, parlament pa je bil. Ne načeloma, zagotovo. Parlament pa je bil, oziroma pač tiste izredne seje so bile pač kak dan, dva, in je to bilo to. Prav tako ima v bistvu parlament že več kot 100 dni, pa me zdaj zanima, od tod namreč seveda izhaja vaša moč teh 41 poslancev. Zaenkrat se zdi torej, in tudi danes predstavljate pač dosežke vladne ekipe, kaj pa delo parlamenta do zdaj, od tiste prve seje, tudi še nismo imeli redne seje, torej recimo pač poslanska vprašanja ministrov in predsednikov vlade še niso bila v parlamentu zastavljena, za zdaj se zdi, kot da delujete dobro naoljen glasovalni stroj, z izjemo morda Levice, no tam se tu pa tam kaj pojavi. Ampak me zanima torej ta odnos, torej a recimo teh 41 poslancev dosega vaša pričakovanja, oziroma ali se bo parlament na nek način bolj vključil v oblikovanje politik, kar se tiče draginje in seveda tudi nasploh. Jaz bom direktno odgovoril, 53 poslank in poslancev v celoti izpolnjuje moja pričakovanja. Da ne bo nesporazumov glede tega. Pa ne samo moja, verjamem, da pričakovanja vseh nas. Kar se pa tiče vključevanja, ja, na začetku je pač situacija malo hektična. Hektična je zaradi tega, ker smo se morali mi vzpostaviti in se pripraviti na to, kar prihaja. Na drugi strani je tudi parlament imel, baje, da kar precej polne roke dela s tistim smetjem, ki so ga nasuli nekateri drugi, ki so, dokler še niso razumeli, da je sodelovanje ključ do skupne prihodnosti. Jaz verjamem, da se je to zdaj spremenilo, da bo tudi v parlamentu delo teklo z manj ovirami, bolj konstruktivno, tako da in se lahko tega samo veselimo. In ravno zakoni, ki so bili predstavljeni prej strani ministra Kumra, so dokaz za to, da mogoče po teh 100 dnevih smo vsi nekoliko dozoreli, vsi, in da bomo zaradi tega boljše delali za ljudi. Tako da sem optimist in to večji kot mediji, ampak ne zato, vi ste videli že dosti hudega, mi smo pa novi, tle pa imamo pravico biti optimisti. Hvala lepa. Naprej, tamle gospa. Ja, dober dan, Lea Kalc-Furlanič, revija Demokracija. Vi ste novi, jaz sem tudi malo nova, tako da. Jaz sem na dobri lokaciji, mi malo manj, ampak ok. Dobro. Gospod premijer, gospodarstvu ste za
pomoč v energetski krizi namenili, ste prej rekli, dobrih 40 milijonov evrov. Medtem pa ste si samo vodilni v GEN-I-ju izplačali 20 milijonov evrov nagrad za leto 2021. Sem prepričana o to, kar govorite. Zdaj se vam ne zdi v tej luči pomoč gospodarstvu teh 40 milijonov evrov nekoliko, ne vem, kaj naj rečem, nizka, žaljivo nizka? To je prvo vprašanje, pa še enega bom, kar pa boste, če lahko, če dovolite. Dejali ste, da boste svojo celotno nagrado, ta naj bi bila 1,9 milijonov evrov, namenili v dobrodelne namene. Ste to že storili in komu boste donirali? Hvala lepa. Hvala. Izvolite, predsednik. Ja, bom začel tle na koncu. Jaz sem že januarja, ko sem se odločil, da grem v politiko, podpisal notarski zapis in ne razpolagam niti z evrom katerekoli nagrade. Če bo nagrada izplačana ali pa ko bo izplačana, če hočete. Prvič niti o tem ne odločam, še manj pa lahko na to vplivam, bo šla v celoti v roke 9 humanitarnih društev. Jaz sem že povedal januarja, zakaj jih ne bom razkrival, ker mogoče nagrade ne bo. In če je ne bo, potem nočem danes ustvarjati pričakovanja humanitarcem, ker si tega ne zaslužijo, da jim ustvarjam pričakovanja o denarju, ki ga ne bojo videli. Ta nagrada, o kateri govorite, je sestavni del iste zgodbe, o kateri govorite, da je bila izplačana. Pa ni, se vam pravim, da nimate prav. Ne, niso bile izplačane nobene nagrade. Ravno obratno. Jaz sem skoraj prepričan, da jih sploh ne bo, ampak nažalost za humanitarce, ne zame. To je zdaj manjši detajl. Samo vrnem to gospodarstvo, ki se mi zdi bolj pomembno. Gospodarstvo, ja, je dobilo s prvim zakonom 40 milijonov neposrednih pomoči. Zakaj 40 milijonov? Zaradi tega, ker toliko sredstva smo imeli in smo ocenjevali, da je to dovolj. Takrat, ko je bil zakon pripravljen. Vmes se je zgodilo to, da je električni trg popolnoma klecnil. Kar pomeni, vmes so se potrebe povečale in o tem smo govorili na gospodarski zbornici. In škoda, ker vas ni bilo tam, ker bi lahko iz mojih ust slišali, da je znesek, o katerem danes govorimo, 1,1 milijarda za gospodinjstva, 1,5 milijarda za likvidnost energetskih podjetij in 1,5 milijarda najverjetneje za gospodarstvo. Zdaj pa lahko to primerjate s sosednjimi državami, če želite, boste videli, smo kar dobro zastavili. Tudi to primerjavo, ne samo v primerjavi z GEN-I-jem. Tako da so stvari, ki se jih da prikazati vedno v neki čudni luči, ampak ne, tle ni čudne luči, tle je jasna luč. Mi se ne skrivamo v sencah. Hvala lepa. Še kdo? Gregor Drnovšek, TV Slovenija. Ja, Gregor Drnovšek. Za vse tri mogoče malo bolj faktografsko vprašanje, če mi lahko malo bolj tako v 3 alinejah recimo. Največji plusi in največji minusi te vlade v teh 100 dneh. Za gospod Fajonovo, malo sem zmeden, v soboto ste najprej rekla spet, da razmišljate še zmeraj o svojem kandidatu za predsednika, potem so iz stranke rekli, da ga ne boste imeli, danes ste spet bili malo, ne vem, tako, a lahko zdaj dokončno poveste, kakšna bo vaša odločitev glede tega in seveda samo kratek komentar, kako ocenjujete situacijo na RTV-ju. Hvala. A jaz začnem. Glede predsedniških volitev, ne bom nič dokončnega danes rekla, ker še ni treba nič dokončnega reči, je pa stranka zadnji sklep na predsedstvu zelo jasno sporočila. To je, da nimamo svojega kandidata v tem trenutku in da tudi ne podpiramo nobenega od obstoječih kandidatk in kandidatov. So pa postopki še odprti, pogovori potekajo, različna je dinamika, tako da bo čas pokazuje, pa tudi izbira dovolj dobra že danes, da marsikdo v naši stranki že podpira kakšne kandidate na terenu. To je eno. Glede situacije na RTV-ju lahko rečem, kot bivša nekdanja tudi novinarka RTV-ja, da je tako grozljivega političnega pogroma na nacionalni RTV hiši še nikoli ni bilo v zgodovini naše države in da je to nekaj najbolj nesprejemljivega, tragičnega za našo državo in za javni medijski servis. Jaz iskreno upam, da bomo uspeli umakniti politiko čim prej
iz vodstvenih organov te hiše, žal pa ne bo to tako hitro, kot smo si želeli. Zato vas poklon in zahvala novinarjem, ki branite svojo profesijo in skušate ljudem dajati vse verodostojne in profesionalne informacije, ki jih ljudje zaslužijo. In še prvo vprašanje, dosežki. Jaz mislim, da je bilo zelo veliko povedanega. Govorila bom v imenu stranke, ne kot ministrica. Ključno je bilo, da blažimo energetsko draginjo. Ključno je bilo, da smo se lotili zdravstvenega sistema in da spodbujamo javne kakovostne storitve, da krepimo socialno pravično državo in da smo v državo in v družbo vrnili to normalnost, o kateri smo prej govorili, spoštljivost, dialog, vključitev pogovorov z sindikati, z različnimi akterji, predvsem pa s civilno družbo. Luka Mesec. Jaz začel pri prvem vprašanju. Zdaj mene v bistvu najbolj veseli in pozitivno preseneča, kako dobro je celotna ministrska ekipa brez izjem prijela svoje resorje. Drugič, mislim, da se pozna povsod po Sloveniji, da smo stanje glede na to, kaj smo doživljali pred 24.4. umirili. Meni so rekli znanci, da so sami čutili prej neko neprestano tenzijo v zraku. Po nastanku nove vlade je bilo, kot bi ta tenzija naenkrat izginila. In naredili bomo vse, da bomo točno tako nadaljevali. In tretjič, mislim, da je ta vlada pokazala, da se ne boji izzivov in da nas draginjska kriza na noben način ni niti presenetila, še manj vrgla iz tira, ampak ukrepamo sproti in sorazmerno. Ne razmetavamo javnega denarja, ampak s targetiranimi ukrepi gradimo jezove, da bodo ljudje to krizo čim lažje preživeli. To bi izpostavil kot pluse. Zdaj, kot največji izziv pred nami, mislim, da po tem, ko smo to naredili, je pa treba zgraditi ne samo koalicijo med nami, ampak koalicijo z družbo v Sloveniji. Sam verjamem, tako kot cela vlada, v inkluzivnost, politično inkluzivnost, inkluzivnost inštitucij in da lahko v enem mandatu zgradimo družbo, v kateri se bo povsem drugače dihali, kot smo bili vajeni do zdaj. Kar se tiče stanja na RTV, jaz ga vidim kot zatečeno stanje, kot bom nekoliko grdo rekel, indijansko poletje prejšnje vlade, ki se je nažalost preselilo v nacionalno radio-televizijo. Mene izjemno žalosti vsakič, ko pogledam, kaj se tam dogaja, s čim se morate novinarji soočati. In žal mi je, da nimamo kot vlada ali pa kot politične stranke absolutno nobenega vzvoda, da bi s tem presekali, preden mine referendum. Po referendumu pa obljubljam, da bomo naredili vse, da tudi tam zadihate drugače, tako kot upam, da je zadihal že večinski del države. In še predsednik vlade. Glede pozitivnih stvari sem povedal sam prej, pa sta podpredsednika bila dovolj dolga. Jaz ne bi dal dolgih odgovorov, ker smo zdaj na vprašanjih. Kar se pa minusa tiče, je pa RTV. RTV je edini minus, ki ga vidim. In ta nezmožnost, pravna nezmožnost urediti stvari, ki so jasne vsakomur in ki zahtevajo ukrepanje, pa pravno ne moremo, je v resnici edina šibka točka po volitvah. Ampak, za razliko od kolegov, jaz sem vedno optimist, tako da mogoče bomo pa vseeno pred referendumom uspeli kaj najti. Ker iščemo vsak dan možnosti, kako to pravno blokado zaobiti. Hvala lepa, predsednik vlade. Zdaj so mi sporočili, da nam je za nekaj minut padel neposredni prenos. Upam, da zaradi tega, ker je RTV sklopu. Ne, to je slaba karma, ampak po moje zaradi tega, ker je toliko gledal. Gašper Lubej, Al Jazeera, pa prosim, če se ostanete, Gašper. Hvala. Lep pozdrav za gospoda Goloba. Opozicija je precej kritična vendarle do vašega dela vlade. Zanima me, oni pravijo, ukrepe sprejemate šele sedaj, ko ljudem že teče voda v grlo, da je vladna ekipa neizkušena, neusklajena.
To je, za ta komentar bi vas prosil, gospod Fajon, pa glede Zahodnega Balkana me zanima. Zdi se, da je Slovenija tukaj nek res stranski igralec. Vemo, da se zdaj dinamika zelo pospešuje, recimo na tej liniji Beograd-Priština. A lahko konkretno, recimo, en argument navedete, kje je Slovenija naredila nek preboj? Recimo, da ne ponuja samo infrastrukture, recimo Brdo-Brioni, ampak da je naredila nek preboj, recimo, pripomogla k temu, da se bodo zadeve do konca leta rešile. Hvala lepa. Naloga opozicije je, da je kritična. Naša naloga je, da če je kritika upravičena, da jo upoštevamo, vključimo v naše načrte. In kot ste prej lahko slišali, celo to nam kdaj uspe. Celo njim uspe dati kritiko, ki jo lahko upoštevamo, in to naredimo z veseljem. Tako da nimam kaj dodati k temu. Glede Zahodnega Balkana, zelo na kratko, Slovenija je zelo aktivna v regiji, je zelo prisotna in se zelo zaveda izzivov glede nestabilnosti, odhajanja mladih iz regije, tudi nehitre evropske perspektive, širitve. In jaz mislim, da smo bili zelo, zelo dobri, ko smo se pogajali za začetek pristopnih pogajanj Severno Makedonijo in Albanijo. Jaz mislim, da je bila tu Slovenija močno aktivna in je prispevala k dogovoru, da se pogajanja začnejo. Enako, kar gre za Bosno in Hercegovino, da smo sploh odprli razpravo in se začeli pogajati o hitrejšem postopku za pridobitev statusa kandidatke. Jaz v resnici nasprotno, kot vi, vidim, da ima Slovenija zelo pomembno vlogo in da nas prijatelji, kolegi v regiji zelo močno poslušajo. Tako da marsikatero temo, ki je občutljiva, politično občutljiva v naši soseščini, smo pravzaprav mi, ki jo damo na dnevni red. Hvala lepa. Vitomir Petrovič, Planet TV. Vitomir Petrovič, kot je že dejala. Gospod Golob, če ostanemo nekako v stilu zoprnih vprašanj, kot jih je postavljal Marcel, sami ste dejali, da je kriza, ki je že tukaj vseevropska, precej vezana na Nemčijo in da je sedaj ključno sodelovanje vseh držav tukaj. V predlogu spremembe zakona o elektronskih komunikacijah naj bi vztrajali na predlogu, ki predvideva diskriminatorno izključevanje nekaterih ponudnikov, drugače rečeno tej antikitajski retoriki, ki jo je v obliki memoranduma z Američani podpisal že sedaj predsedniški kandidat SDS Anže Logar. Ali to pomeni, da na področju zunanje politike ne boste sledili nemški smeri, temveč morda prej dosedanji politiki Janeza Janše? Hvala lepa. Ker sem jaz prav zaznal neko ost, da je narobe, kaj je politiko Janeza Janše na tem področju iz strani Planeta. Ne, okej, dobro, sem se že ustrašil. Ne, mi bomo sledili svoji lastni zunanji politiki. Zunanji politiki te vlade in zunanji politike Slovenije. In zasledovali bomo primarno slovenske interese, tako kot jih počnemo že pri vseh ostalih vprašanjih. Hvala. Še kdo? Ja, izvolite. Lara Draškovič, STA. Kot kaže, vas zdaj čakajo tudi 3 referendumske kampanje. Lahko prosim ostanete, tu je v tretji vrsti, pardon. No, kot kaže, vas čakajo tudi 3 referendumske kampanje. Kako ste že v koaliciji dorekli strategijo, kako se boste vanje podali? Kako boste v bistvu se vključili v to? Za vse 3 pa morda, gospod Golob, ko ste še rekli glede RTV-ja, da iščete druge možne načine, ste lahko tu bolj konkretni? Na kraj pameti mi napaja, da bi vam to konkretno razlagal. Kar se pa tiče referenduma, mislim, da smo enotni glede tega, da si želimo, da so vsi referendumi istočasno. Želimo se imeti referendumski dan, zato da se bojo ljudje lahko zelo jasno izrekli o tem, ali si želijo podpirati iniciative te vlade, rezultate te vlade in vzdušje v državi, ki ga ustvarja ta vlada, ali pa bi mogoče si želeli še malo mračnega obdobja pred 24. aprilom. Vse meni je popolnoma jasno, kaj bojo ljudje rekli, ampak hočemo, da to povejo ne nam, ki to vemo. Hočemo, da to povejo njim, ki še vedno sanjajo o tem, da se bojo vrnili v mračno preteklost, pa se ne bojo, ker jim ne bomo dovolili. Tam v sredini je bilo še eno vprašanje, izvolite. Ja, Bojan Kavčič, Francoska tiskovna agencija. Jaz bi vprašal predsednika vlade, dejansko govori se o ukrepih, veliko denarja je omenjeno,
Sicer mene zanima, kako na srednji rok bo to vzdržno. Fiskalni svet je že opozoril, da bi se lahko uporabil, da bi lahko bili bolj zmerni pri uporabi tega denarja. Imate kakšen načrt, kako boste se potem s tem spopadali naslednje leto, leta 2024 mogoče? Hvala. Ja. Hvala za to vprašanje. Se mi zdi pomembno, da damo jasen odgovor. Take zime, kot je zdaj pred nami, ni bilo še nikoli v Evropi. Je ni bilo. Torej uporaba pravil, ki so bila ustvarjena za neke druge čase, za čase varčevanja fiskalnega, in poraba teh pravil za te čase, ko smo v resnici v neke vrste vojnih razmerah, je nesmiselno in je nespametno. In to je spoznala že cela Evropa. In jaz upam, da bo tudi naš fiskalni svet kmalu spoznal, da fiskalna pravila v takih situacijah ne moreš uporabljati. Še manj je smiselno komentirati o tem. In ne bom si dovolil komentirati nečesa, kar je jasno vsakomur. Seveda je ta zima enkratna in seveda moramo razmišljati tudi o tem, kaj bo naprej. In zato poudarjam dvoje. Imamo dve poti vzporedni, po katerih gremo. Imamo pot soočanja s krizo. In tukaj moramo pomagati, da ljudje preživijo, da gospodarstvo preživi. In imamo pot razvoja. Ves čas, ko se soočamo s krizo, ves čas vlagamo v razvoj. Včeraj smo imeli z najbolj propulzivnim delom slovenskega gospodarstva, z avtomobilsko industrijo, ravno o tem razgovore, kako bomo povečali vlaganja v zeleni preboj na področju avtomobilske industrije Slovenije. Zato, ker je edino ta pot, po kateri vemo, da je treba vlagati ravno v času krize največ in hkrati poskrbeti, da nas kriza ne prizadene, je tista pot, kako bomo lahko čez 3 leta ali pa 4 leta spet fiskalno vzdržni in bomo mogoče spet uporabljali ista pravila. Danes o tem razmišljati, pa nisem ekonomist in zato si bom zdaj to uporeči, se pa meni kot neekonomistu zdi nesmiselno. Hvala, imamo še 2 vprašanji. Ja, Andreja Lončar, Elena. Zdaj najprej en komentar. Na začetku ste objavili primerjavo reguliranih cen energentov za različne države in mislim, da drugim državam delate malo krivico, ker cena energenta trenutno pač ni vse. Mnogo držav pomaga z energetskimi dodatki, tako kot tudi Slovenija in Avstrija je na primer včeraj napovedala mislim, da 4 milijarde pomoči za gospodinjstva, ki jih bo dajala v obliki subvencij, ampak do določene količine porabe, česar Slovenija recimo ni naredila. Avstrija na ta način v bistvu spodbuja racionalno porabo in v bistvu preprečuje, da bi se še nekako spodbuja tudi zmanjševanje povpraševanja. Zdaj pa glede Avstrije še naprej moje vprašanje. Avstrija je naš zelo pomemben partner pri oskrbi s plinom, saj jaz tako razumem, prek njih dobimo večino plina. In zanima me, če veste, kako daleč je sporazum z Avstrijo glede solidarnostnih dobav v primeru motenj. Zanima me, če veste, koliko plina imamo mi v avstrijskih najetih skladiščih, ker pred tednom dni na vir iz Ministrstva za infrastrukturo je dejal, da se v bistvu zanašate na podatke trgovcev, ampak da načeloma natančnih količin ne poznate. In me zanima, kako smo tukaj z varnostjo dobav, ki je v bistvu zelo pomemben podatek, mi ga pa nimamo kot ena redkih evropskih držav, ker pač nimamo svojih skladišč. In se mi zdi, da predstavlja varnostno tveganje tako za našo industrijo, kot tudi za državo nasploh. Potem pa še gospa Fajon, 2 tedna nazaj sem vas vprašala na enem dogodku v zvezi z energetsko krizo, kako je z posegom diplomacije v primeru embarga na izvoz lesnih goriv iz Bosne in Srbije. Rekli ste, da se boste posvetovali z drugimi ministri. Me zanima, če je tukaj prišlo do kakšnega premika oziroma če ste našli kakšno pot, da bi pomagali. Mi polovico peletov po podatkih Financ dobimo iz Bosne in Hercegovine, ki je prepovedala izvoz in to je pač velik problem za marsikatero slovensko gospodinjstvo, tako da bi prosila še za to. Hvala. Se tukaj Matjaž Han že oglaša, da bo na to odgovoril. Samo potrdila sva si informacijo. Samo preverila sva si informacijo glede zadnjega vprašanja, pa najprej odgovorim. Po informacijah gre državni sekretar Ministrstva za gospodarstvo v ponedeljek v Bosno in Hercegovino in se bojo tam odvili pogovori. Se v bistvu pri teh ukrepih ne gre za tekmovanje.
z nikomer. Zato tudi krivice ne moreš delati nikomur. Pri ukrepih gre za to, da svojim ljudem pomagaš. Vsak po svoje. Ker pač živimo v različnih sistemih, zato je tudi prav, da imamo nižje cene za vse, kot v Avstriji, ker imamo tudi nižje plače. A ni logično, da imamo nižje cene. Pravilno je, da imamo nižje cene. In tudi dodatki, o katerih govorite, nekateri so že bili predstavljeni, nekateri še pridejo. Vsaka država, danes ne samo Slovenija ali Avstrija, vsaka država v Evropi, praktično vsak teden ali 2 tedna slišimo za nove ukrepe. Zakaj? Ker se razmere zaostrujejo. Trenutno se najbolj zaostrujejo ne na področju prebivalstva, ampak na področju gospodarstva. Zakaj? V Sloveniji sploh. Zato, ker smo pač cene, za razliko od marsikatere druge države, v celoti regulirali za prebivalstvo. Zato smo najprej to naredili, ker smo s tem hoteli zamejiti problem, s katerim se bomo spopadali v jeseni. Zato, da imamo zdaj lahko dejansko cilj na gospodarstvo. Ukrepi, ki jih pripravljamo za gospodarstvo, so, ne bom rekel, enako pomembni, seveda so enako pomembni, so pa bolj obsežni z vidika finančnih vložkov. In kot je bilo napovedano večkrat, energetsko revščino smo komaj na točki, da smo jo definirali po 12 letih, kaj to je. Zdaj bomo ljudi začeli pozivati k evidencam in potem bomo imeli dodatke za njih. Razmišljamo o celi paleti ukrepov in jih bomo tudi izvajali glede na razmere. Zato ni problem v tem, da je v nekem trenutku krivica, ne gre za lepotno tekmovanje. Ne gre. Gre za to, da je treba prilagajati ukrepe dejanskemu stanju. Pa se ne želim polemizirati z vami. Želim samo odgovoriti, zakaj je kakršnokoli primerjanje s komorkoli v resnici samo po sebi nesmiselno, do točke, kako? Samo povem, da vi ste primerjali, vi ste naredili primerjavo. Ne, pa to ni stvar krivice. Hoteli smo pokazati ljudem, kakšne so cene pri nas v primerjavi s cenami v Evropi. Zato so ljudje pomirjeni, da kljub temu, da se ogromno govori o krizi, se ta kriza v cene energentov v Sloveniji zaradi regulacije se strani vlade ni prelila. In to je to. To je ključno sporočilo. Ste pa recimo z regulacijo že premijer pred vami, premijer Janša in tudi vi v bistvu z nižjimi cenami goriv kot v okolici povzročili povečano povpraševanje in s tem težave dobaviteljem nafte, ki pač imajo trenutno težave z oskrbo z nafto. Tako da te ukrepi, jaz sem pač ekonomistka in razumem, da pač vi mogoče drugače gledate na to, ker pač cena ima določen nekak motiv tudi za zmanjšanje porabe, ne tako pač iz tega vidika lahko. Se vam zdi, da imamo res težave z oskrbo zaradi nizkih cen? To pravijo dobavitelji, lejte, jaz ne vem, jaz pač povem, kar od njih slišim. Ni bil to point vprašanja, ampak pač sem na to primerjavo, da pač so nekateri tudi na to. Hvala lepa. Še Gašper Petovar, TV Slovenija, to je zadnje vprašanje. Ja, jaz imam vprašanje za gospoda Goloba, gospod Fajon in gospoda Meseca. Kateri so trije ključni ukrepi od vsakega od vas za prihodnjih 100 dni vlade? Mislim, da je bilo napovedano, lahko ponavljamo. Kar se same vlade tiče, imamo prioritete zelo jasne. Draginja, splošno inflacija, energetika in spremembe na tem področju, zato da obdržimo gospodarstvo in to lahko sprožimo tudi razvoj in zdravstvo. In vmes moramo skrbeti, da bomo preživeli to zimo kot solidarna družba. S tem povezujemo vse. In to je ne samo za 100 dni, to je za celo zimo, recimo, da je to za 180 dni, ki so ključne prioritete celotne vlade. Seveda pa ima vsak minister, vsak podpredsednik svoje področje in pravilno, da je tako, pa to ne pomeni, da so v nasprotju ali v konfliktu z osnovnimi, ampak so sestavni del, podporni del istega okolja. Jaz bom ponovila del prioritet, ki smo jih imeli tudi Socialni demokrati in so del te vlade in se v določeni meri tudi izvajajo. Gre za kakovostne javne zdravstvene storitve, gre za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu, za lažji dostop do družinskega zdravnika, za brezplačne šolske malice, učne pripomočke, za to, da bomo imeli najemna, neprofitna stanovanja, dosegljiva za mlade ljudi, da bomo imeli dolgotrajno oskrbo
in ne nazadnje, da bo Slovenija v zdravem jedru Evrope, kar pomeni, da bomo spoštovali temeljne vrednote demokracije, pravne države in pa svobode medijev. Jaz bom povedal za svoje ministrstvo. Zdaj glavna preokupacija je draginja. Potem bom povedal še 3 prioritete. In sicer prva je dolgotrajna oskrba, ki jo preurejamo z ministrom Loredanom in skupnostjo socialnih zavodov in bo urejena do 1. januarja. Druga prioriteta so stanovanja. Začeli bomo postavljati stanovanjsko politiko kljub referendumu opozicije in pripravljati, kot sem rekel, lopate za naslednje leto. Tretja prioriteta pa je ekonomska demokracija. Tudi tukaj, kljub referendumu, pričakujte prvo inicijativo z tega področja v jeseni. Hvala lepa, predsedniki koalicijskih strank, spoštovani predsednik vlade, ministrice, ministri, poslanke in poslanci, novinarke in novinarji, predstavniki medijev in ostali, ki ste tukaj z nami v dvorani in tudi prek spleta. Hvala, da ste bili z nami, končali smo zelo lepo, s pogledom v prihodnost. Ne, ni ognjemet, mi tukaj nekaj slišimo, pa to ni ognjemet prihodnosti, ampak s tem smo danes le končali. Marcel si res ni vklopil tam neštevca in smo bili malce daljši. Hvala vsem, želimo vam lep dan.